Živjo, jaz sem pripravljena, da se spet srečamo tukaj v mojih minutkah, kot rada rečem, ker pač ni predavanje, ni tako ena šolska ura, a ne, kakor jo imamo z ostalimi. Skratka, dobrodošle ponovno v skupini Zavetje v sebi. Res sem hvaležna, da smo tukaj. In, tele moje minutke sem danes poimenovala, dišeča darilca za decembrske dni. Zakaj sploh vključujem sem tudi rastline in eterična olja? Tako kot sem že zadnjič govorila, a ne, zakaj vse smo lahko hvaležni, nas tudi rastline v bistvu vračajo k sebi in zato se mi zdi, da itak pašejo tam not, a ne. Pač to je naš namen tukaj in naš namen na splošno, a ne. Tako da, ja, vsakič, ko se srečamo, bi se rada dotaknila osnov aromaterapije, da bomo imele pol na koncu eno tako bolj celo sliko. Verjamem, da ene obvladate aromaterapijo, ene mogoče se pa še spoznavate z njo. Skratka, danes bo poudarek, kako lahko uporabljamo eterična olja v vsakdanjem življenju, in pa nekaj preprostih predlogov, za dišeča darilca, ki jih lahko pripravite doma. Torej, zakaj uporabljamo eterična olja? Nekaj sem že zadnjič omenila, jaz sem res velika ljubiteljica, eteričnih olj in jih uporabljam skoraj vsak dan. Lahko rečem, da so mi izboljšala kvaliteto življenja. Prinesejo mi eno tako nežnost, povezanost s sabo, z naravo, in pa občutek ravnovesja, bi rekla. Res nas lahko podprejo na tak zelo naraven način in celosten način. Izboljša naše razpoloženje, nas umirijo ali poživijo, odvisno, katera, porabimo, a ne, katera eterična olja, bo enkrat debata tudi o tem. Umirijo naše misli in res, v bistvu ustvarijo ta občutek harmonije v prostoru, oziroma v nas samih, a ne. Delujejo na fizični, čustveni in energijski ravni. Radi rečemo, da si moramo vzeti več časa zase. Jaz pa rada tukaj dodam, da vključimo takrat, eterična olja, neke dišave, seveda naravne, ker nas bo to še bolj, nekako podprlo. V bistvu lahko nekaj takega, kar lahko v trenutku, a ne, ustvarimo. Lahko je to maziljenje z rastlinskim oljem, ki mu dodamo, eterično olje. Lahko seveda pokukate k majaruli, imamo 3 pomlajevalna olja, ki že imajo, tako edinstveno mešanico eteričnih olj, vsako olje za svoj namen. Lahko pa je tudi to samo vonjanje, eteričnega olja na hitro iz stekleničke, sicer to ni najbolj, okej, ker se lahko pol z nosom malo dotaknemo po pomoti, skratka, lahko, v bistvu, kako se reče, malo, nimam pravega izraza zdajle, gremo kar naprej. Skratka, en tak sam zavesten dih, a ne, vdih, je včasih dovolj. Jaz, ko sem zelo raztreščena, je moje razpršilo najljubše in domov. Ja, kaj sploh so eterična olja? Eterična olja so hlapne, zelo koncentrirane aromatične esence, ki jih rastline pridobivajo v bistvu, zaradi svoje lastne inteligence za zaščito, ali pa po drugi strani za privabljanje, opraševalcev, komunikacijo in, nahaja se v železnih celicah ali pa laskih v različnih delih rastlin
in, zato jih najdemo tako v cvetovih, listih, plodovih, lupinah, smolah, a ne. Seveda, eno eterično olje ima po navadi pač ena rastlina ima po navadi v enem delu, rastline eterična olja, a ne. To so pač literaturni podatki, kje se nahaja, in na podlagi tega lahko mi recimo gremo destilirat neko rastlino. Ja. In zdaj preden se lotimo našega, ustvarjanja, čeprav ne bomo zares ustvarjale, jaz bom samo predala tukaj, kar sem si zamislila, in potem bom dala v skupino recepte, ki jih boste lahko uporabile, ali pa tudi ne, seveda. Skratka, rabimo neko jasnost, preden se lotimo mi izdelave nekega aromaterapevtskega, izdelka. Jasnost glede uporabe, a ne. In najpogosteje uporabljamo inhalacije, to najbrž poznate, lahko je to suha inhalacija, tako da si damo eno kapljico na robček, to je pač boljše ko iz stekleničke, a ne, ker, sem že prej omenjala, da se lahko dotaknemo in, ni več to tako čisto pol, a ne. Potem parna inhalacija, ima nekako pravilo, pravilo je, da v liter vode damo 3 kapljice eteričnega olja in potem, v bistvu to vodo, vdihujemo. Potem lahko je to nosni inhalator, tudi spada pri teh inhalacijah. 10 kapljic se da na tak bombažni vložek in se potem to inhalira, a ne. Potem v prostoru uporabljamo difuzor, izparilnik, nekje od 6 do 10 kapljic, na to, tekočino damo, odvisno od velikosti prostora. In pa razpršila za prostor, a ne, že prej sem omenila eno svoje razpršilo, ki ima pa po navadi do 5% eteričnih olj, ostalo pa je etanol, destilirana voda. Potem imamo kopeli, v bistvu eterična olja nikoli ne damo direktno v vodo, a ne, ker se ne raztapljajo v vodi. Mogoče prej pri eteričnih oljih, kaj sploh so, bi lahko povedala, da so lipofilne. Raztapljajo se v olju, ne v vodi, in pa tudi v koncentriranem etanolu. To je ta 96%. Skratka, ja, v bistvu za kopel damo eterična olja vedno v neko sol, prej zmešamo, in potem to sol stresemo v kopel, v vodo. Obkladki, so tudi ena taka oblika, ko se lahko uporablja, jaz iskreno jih nikoli nisem uporabljala. 5 kapljic na posodo vode, ali je to topla, hladna, jaz tega res nisem prakticirala, no. Masažna olja je čudovit način uporabe eteričnih olj. Za celotno telo lahko uporabimo 2 do 2,5% koncentracijo. Če nas boli koleno in se mažemo lokalno, je to lahko 5% koncentracija eteričnih olj. Pri otrocih, starejših nosečnicah pa seveda, do 1%, in še to je pomembno, da vemo, katera olja sploh lahko otroci in nosečnice. Pri negi kože je to do maksimalno 1%, in to lahko potem eterično olje dodamo v svojo kremico, tonik, kamorkoli. Jaz seveda že vse to, imam noter in jih uporabljam, v kozmetiki namesto dišave, tako da, ni potrebno potem nič več dodajati.
Skratka, ja, to so ene take preproste smernice, a ne, ta doziranja, ki sem jih na hitro omenila, ki jih moramo poznati, če želimo, da bomo eterična olja uporabljali varno, in pa hkrati učinkovito, a ne. Poleg tega moramo vedeti, katera sploh lahko uporabljamo za obraz, katera so kontraindicirana, pri določenih skupinah, seveda otroci, nosečnice sem že omenila, dodala bi še kakšne astmatike, epileptike in tako naprej. Okej. In zdaj, ker prihaja praznični čas, a ne, ker so najlepša darila tista naravna, domača, ker nekdo vloži svoj čas, sem rekla, da pogledamo par receptur, enostavnih receptur, ki jih lahko pripravite doma. Gre za eno tako preprosto, dišečo pozornost, na osnovi eteričnih olj in osnovnih sestavin. To so res taka majhna darilca, ki nosijo namen, ljubezen, in eno tako toplino. Jaz se spomnim, da mi je po moje že ene 2 leti nazaj, prijateljica, ke tudi kaj sama ustvarja, podarila eno tako, ploščico masažno, zavito v folijo, mislim v folijo, tisto živilsko, a ne. In meni je bilo to res zelo lepo darilo, ker vedno, ko sem se spomnila, a ne, pozimi imamo tako, suho kožo, ko sem se pač namazala, sem se spomnila na njo, pa mi je pa Tina dala. Tako da, Tina, te pozdravljam, če si tu. Ja, evo, malo intermezza. Skratka, to so lahko darila seveda za naše prijatelje, najbližje, ali pa v bistvu si jih pripravimo zase, a ne, za svoj ritual, ki nam bo nekako naredil dni bolj mirne, srčne, srečne. In jaz sem izbrala, samo gledam, če sem, ja, izbrala sem 3 preprosta, trajnostna, dišeča darilca, in sicer razpršilo za praznično vzdušje. Tega jaz nimam, tako da letos ga tudi nisem še nič delala. Sem ga pa že, tako da vam bom predala recept tukaj ustno in potem še v skupini, prav po razmerju, no. Ja, v sebi, seveda naj to razpršilo skriva note citrusov, naj bo to mandarina, sladka pomaranča, grenivka, ki, ustvari eno tako sproščeno atmosfero in pa spodbuja radost. Vsi citrusi so taki. Potem eterična olja, iglavcev sem pašejo, por, smreka ali jelka, karkoli, dodajo svežino, spominjajo na gozd. Poglobijo dihanje in tudi sproščajo. Potem, bi rekla, da je tukaj kar nepogrešljiva, za bolj praznično noto so eterična olja, recimo cimeta ali pa ingverja. Tudi dvignejo naše razpoloženje in pa ogrejejo našo dušo in telo. Še bolj nepogrešljiva je pa seveda bosvelija ali pa kakšna druga smola, ampak meni je bosvelija res taka zelo primerna za ta čas. Ustvarja meditativno vzdušje in pa sprošča, pomaga pri sproščanju. Torej bosvelija, jaz sem, sestavila iz bosvelije, smreke, cimeta pa sladke pomaranče. Potem, kot sem že prej omenila, je nekje do 5%, tukaj imamo, mislim, da 3. Dodamo potem 70 gramov koncentriranega etanola in pa, razliko do 100, torej 27 gramov vode. In naš čarobni, praznični vonj je pripravljen, damo v stekleničko z razpršilko in polepšamo, odišavimo dom.
Potem je naslednji, izdelek oljni parfumček za notranji mir. Oljni parfumčki na splošno so zelo priročni, za uporabo in ta je seveda namenjen trenutkom, ko si želimo več notranjega miru. Nanašamo ga potem na pulzne točke, recimo jaz največkrat na zapestje, in, izbrala sem dve varianti. Eno je, s pačuljem, pačuli, sivka, mandarina. Je ena res taka prizemljujoča aroma, nastane, ki sprošča in pa, podpre našo čustveno ravnovesje. Jaz osebno imam rada pačuli, me spominja na Indijo in tiste konce. Če pa komu ni všeč, ker je kar močen, no, in ga je dobro kombinirati, sivko, citrusi, sem pa ustvarila še eno različico, brez tega zemeljskega pridiha pačulja. In to je bosvelja, sivka, rožni les in pa grenivka, pardon, grenivka. Lahko bi bila pa v končni fazi tudi mandarina, no, ampak tule je grenivka in zelo lepo pride, zelo diši. V vsakem primeru sem, delala 5-procentno mešanico. V bistvu jaz, ko govorim o teh procentih, vedno v zamajarulo tehtam, a ne. Tukaj, kot začetniki pa si lahko pomagamo, da ustvarjamo s kapljicami in predpostavimo, da je 1 ml 30 kapljic, in potem, v bistvu izhajamo iz tega, no. Kot sem že prej rekla, da so lipofilna eterična olja, torej topna v oljih, in jih tukaj redčimo, seveda z oljem, če je oljni parfumček, a ne. In izbrala sem jojobo, ker je stabilno olje in pol, s tem najbolj primerno. Ja, to damo potem v stekleničko, dobro zapremo, ta rulonček je na vrhu in lepo nanašamo. Seveda je fino, da mislim in zase in za druge itak, če jim damo, da pač opremimo z neko nalepkico, kjer piše, kaj je gor, a ne. Pa še kakšen datum. In tretje je seveda sprostitvena kopalna sol, brez te ne gre, ker se mi zdi, da, ko si zaželiš nekaj trenutkov zase, je to res, ena taka odlična izbira, kopalna sol z eteričnimi olji. Za razvajanje obogatimo jo lahko s kakšnimi cvetovi, ali pa, ja, cvetovi, zelišči. Skratka, ponavadi je neko, seveda je tukaj neko pravilo, a ne, 5 žlic ali pa ena skodelica, grobe morske soli, to sol priporočam, se ji doda, 8 kapljic, eteričnih olj. Izbrala sem seveda take za sproščanje, pelargonijo oziroma geranijo, sivko in pa mandarino. Jaz, ko sem nazadnje ustvarjala za darilca, to sem potem dodala tudi te, popke od vrtnic, te sem kupila za eno slikanje, drugače pa si jih tudi sama doma sušim iz svojih. Potem damo to v en tak steklen lonček in zopet eno nalepkico in je to to. Evo, iz tega lahko pripravimo tudi purpuri. Mislim, da sem prav rekla, da v bistvu damo eno lepo glineno posodico, različno suho cvetje in potem kapamo, in ostane potem gor, no. Ta vonj in seveda obnavljamo, a ne, ta vonj. Skratka, to je to. Evo, jaz sem prišla do konca, kar sem danes želela predati. Tale kamera me malo heca in je taka čudna, tako da upam,
ali je svetloba ali je moja kamera, da bo gledljivo. Skratka, ja, to je to. Če vam ustvarjanje ni blizu, če nimate časa, če pač nimate doma teh eteričnih olj, a ne, ker zdaj sem kar nekaj olj omenila. Seveda lahko bom zelo vesela, če pokukate, Maruli, k Maruli, ki ima tudi trajnostne paketke iz naravnih ekoloških sestavin in pa, ja, tako recimo kozmetika, ki čudovito, podpre nego kože ali pa, razpršila za prostor, ki odišavijo prostor. Omenim pa seveda akcijo decembrsko, največjo akcijo pri nas, 2+1, tretji izdelek v košarici je pa gratis. Tako da naj december prinese, en tak mir, toplino, dišeče trenutke seveda, čarobne. In, ja, dvakrat se še srečamo, z Dorotejo v Ravnovesju in pa z Apolonijo, Hrana kot zdravilka. Oboje sem z namenom izbrala decembra, ker je december en tak čas, ko v bistvu ponavadi lovimo to ravnovesje in tudi s hrano imamo izzive lahko, tako da evo. To je to in se gledamo naslednjič. Čao.